Spoštovani gospod župan, visoki dostojanstveniki, gospod nunci, ekscelence, gospe in gospodje. Že vsaj 12 stoletij orgle povezujejo Evropo. V to povezavo je na samem začetku te dobe stopil mož iz krajev nedaleč od tod, orglar Jurij z Beneškega. Leta 826 so ga poklicali v Aachen, da bi na cesarskem dvoru Ludvika Pobožnega v takrat skupni državi izdelal orgle. Oče Ludvika Pobožnega je pater Evrope, Karel Veliki, in ni majhen dosežek, da zgodovinske listine prav za te orgle zapisujejo, da so prve evropske orgle znanega in domačega izdelovalca. Za današnji pogled je navdihujoče in vzbuja samozavest, da je bil Jurij z Beneškega iz dežele, s katero si Istra in njena glava, Koper, že stoletja delita kulturo. Vsaj od tedaj so orgle zvočna vzporednica pisavi, ki ji rečemo latinica. Kjer je latinica, tam so orgle. Pravzaprav gre za več kot vzporednost, gre za prepletenost besede in glasbe, globoko kulturno in globoko človeško prepletenost, v kateri z besedo komuniciramo že izoblikovane misli, glasba pa izraža in nagovarja čutenje in vse tisto, česar ne znamo povedati. Glasba in beseda sta, pa ne mimogrede, tudi duhovni prvini, ki sta nepogrešljivi slovenskemu narodu, mejnikom njegove preteklosti, sedanjosti in gotovo tudi prihodnosti. Kaj bi brez Trubarja in njegovih naslednikov in kaj bi brez Galusa in njegovih naslednikov? Mnoga stoletja so vsi poeti rasli ob orglah. Povezovati in združevati. Povezovati in združevati. Mar ni to ideal ustvarjalno delujoče družbe? Orgle Evropo povezujejo tudi danes, zgodovinsko in geografsko. Časovno gledano so stare tehnologije povezujejo z novimi, baročnimi in romantičnimi ideali, zvočnimi barvami, ki po modernih orglah morda še iščejo mesto v naših ušesih. A podoba v bistvu ne odstopa od značilnosti, ki so jih poznali v 9. stoletju, raznolikost piščali in raznolikost zvoka. Podobno je mogoče reči tudi geografsko, raznolikost zvoka, ki povezuje mediteransko, galikansko, germansko, prastaro skandinavsko in še kakšno tradicijo. Tudi slovensko? Morda. Poleg sinergij različnih evropskih slogov, ki jih iz več kot 1000 domačih orgel slišimo do danes, pogosto spregledamo značilnost, ki je tudi slovenska in slovanska. Slovenski jezik namreč za to glasbilo uporablja množinski samostalnik, orgle. Orgle so namreč družbeno glasbilo množinsko. Orgle, čeprav tako čudovite kot tukaj v Kopru, niso muzejski eksponat. Tudi te, ki jim bomo danes ali zdaj in kasneje morda rekli naše ali koprske, tudi te ne. Ne glede na častitljivo starost in mogočno pojavnost pročelja, je njihov smisel glasba. Vedno le glasba. Te si želimo in te pričakujemo. Spričo njihove modernistične francoske zvočne usmeritve bodo v neki daljni prihodnosti morda predmet sprašujočih se zgodovinarjev, o njih bo pisala tudi prihodnost in ne le zgodovina. Prepričan sem, da z današnjim dnem že postajajo uporabni del tukajšnje kulture in so vsem ustvarjalcem, zlasti mladim, že zgodbo o njihovem prihodu v avtohtoni navdih in spodbude. Želim,
da bi združevale in v harmoniji prepletale glasbe, jezike in ljudi. Spoštovane gospe in gospodje, dostojanstveniki, nunci, župan, orgle so simbol harmonije. Harmonije, ki je v odnosih med ljudmi, zlasti v teh težkih časih, vsi tako zelo pogrešamo. Naj nam orgle, ki bodo zdaj znova zaigrale, dajo navdih in moči, da vrnemo to harmonijo v naše odnose in da v spoštljivosti in solidarnosti premagamo to krizo in se skupaj z našimi otroci in njih otroci veselimo naše skupne lepe prihodnosti. Naj nam bodo v zadovoljstvo, tukajšnjim ljudem v čast, vsem skupaj pa navdih za vse, kar je v življenju tako zelo lepo. Hvala, čestitke tistim, ki so k temu prispevali. Srečno.